sam spremljam že več kot 15 let v praksi podnebne spremembe in podpiram vsak korak v smeri obnovljivih virov. Sem fan Elona Muska, me navdihuje na vseh linijah. V vesolje vozi astronavte in na Mars gremo čez par let. Pa želijo nek napredek, korak napred ostalih, igrajo pa mičke na robu pravil. Vozil sem 214, 215, 85D Tesla S, pa lahko rečem, da je tole korak naprej, gotovo. V voznih karakteristikah nedvomno. Prostor tudi dovolj ga je, nič nobene utesnjenosti, recimo v primerjavi z S-om, a ne. Glavni fokus tokratnega preskusa je bila Teslina posebna ureditev voznikovega okolja. Sam LCD je toliko nizko, da ni povsem nič moteč, kar se tiče stekla. Ti imaš povsem čist pogled na cesto. Vselej pa gledaš malo proti desni. Pravzaprav jaz imam Xari Picasso že na sredini pogled na hitrost vožnje, na vse informacije. V bistvu jaz sem tam s tablico. Sem že malo privajen temu. Bi pa rekel, da tudi meni, recimo, preden sem začel ta avto uporabljati, mi je bilo malo tuje. Ni nič narobe, da je števec hitrosti na tablici, ampak je odmaknjen od pogleda iz ceste. Zdaj recimo, da bi se naredil head-up zaslon. To nekako z desnim očesom vseeno vidiš, ko mi tako ali tako gledamo od zadnje, ne. Pri dinamični vožnji sploh ne gledaš na kilometer. Tako da to ni pomemben podatek. Vožnja samega avta je ista, nič posebenega, moraš pa to s tablico, moraš pa mičke nadarjač. Pač primerno naši digitalni dobi, a ne? Da nisem glih milenijski otrok, ampak mi je kar šlo. Če bi mišljen bo to kot rentakar, da še ga prvič voziš, jaz bi se rabil ene pure recimo, ne? Pa bi pa znal, super. Ventilacije pa to, ki si enkrat naštimaš, imaš običajno skozi isto. Zunanje ogledala, sedež, volan, to načeloma bi moral že pred začetkom vožnje si pripraviti. To recimo, da imaš lahko skrito v meniju. Kar se tiče pa na primer temperature, preveč, ko gledaš tam, nastavljaš temperaturo, niti ni na toliko veliko narejeno, da bi res lahko prestavljal. Če gledam z letalskega vidika, to daleč ni v redu, ne? To je pač prepovedano v bistvu v našem delu. Tesla je v avtoindustrijo uvedla tudi nakup prek interneta. Elon Musk si je namreč zadal, da bo iz posla izključil klasične trgovce. A roko na srce, izkazalo se je, da kupci za Muskove ideje nismo dovzetni. Marsikje po svetu so se zato že vzpostavile enostavnejše, bolj klasične poti do Tesle. V New Yorku sem obiskal salon Tesle, pogovarjal, na kakšen način pač funkcionira sama dobava in tako v šali vprašal, kdaj ga lahko vidim, prevzamem. Malo me je smešno pogledal, čudno pogledal, pa rekel, nazadnje je bila dobava v 3/4 ure. Šli so ven kot ostale novice, v bistvu pompozno, v smislu, evo, prisotni bomo tudi v Sloveniji, ampak na koncu doživeli neke vrste hladen tuš, ne, v smislu, da model kot tak, cene, ki so bile tam danes, vse niso končne, so brez davka, vozilo si moraš sam prevzeti. Ja, sem vplačal, sem bil med prvim 400 000. So se pač pokazali drugi projekti in sem dal to na stran, pa tudi zaradi same dobave, a ne, da se vse skupaj premakne malo bližje, ker zdaj moraš iti na Nizozemskega iskati. No, ni nujno. Gre za normalen uvoz avtomobilov, kot bi sicer bil, s tem, da smo pač mogli poiskati nekega partnerja v Nemčiji, preko katerega avto pač kupimo, zato ker ga on more od Tesle oziroma ga kupi v našem imenu in preko njega dol. Tesla je seveda iz Silicijeve doline. V arhivu si poglejte naš road trip iz tistih krajev in pogovor s slovensko pevko, ki živi v Muskovem mestu. Sicer pa gledalci redno sodelujete pri naših testiranjih. Pred Teslo ste z nami testirali e-trona, Renault s 4Controlom, Focusovo samodejno parkiranje in druge sisteme. Naročite se na naš kanal, da boste obveščeni.